gospoda Nevena Vernika, da bi nam predstavil prispevek uporaba brezpilotnega zrakoplova v procesu projektiranja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot rečeno, bom predstavil uporabnost brezpilotnega zrakoplova v procesu projektiranja. Vsebina predstavitev bo nekako tako par besed o brezpilotnih zrakoplovih. Proces izdelave digitalnega modela terena in ortofotoposnetka, potem rezultati in analizo tega procesa, par besed na temo zakonodaje in omejitev in pa kratek povzetek v videu, če bo dovolj časa. Torej, brezpilotni zrakoplovi, to po definiciji Civilne agencije za letalstvo so to zrakoplovi, ki so namenjeni izvajanju letov brez pilota in drugih oseb na krovu in ki so daljinsko krmiljeni, letijo programirano oziroma avtonomno. Sami začetki segajo v vojaško rabo in posamične modelarske zanesenjake. V zadnjem desetletju so pa na račun tehnološkega razvoja zelo razširjeni in se razmahnili v komercialni in zasebni rabi. To gre predvsem na račun mnoge napredne tehnologije na krovu teh malih robotov v obliki globalnih navigacijskih sistemov, pospeškometrov, barometričnih višinomerov, žiroskopov in tako naprej, kar omogoča v bistvu zelo enostavno upravljanje teh dronov. Zgoraj so prikazani droni, o katerih bomo danes govorili, ki so tudi uporabljeni v procesu v gradbeništvu. Torej, ločimo dva glavna tipa, to so kopterji in pa krila. Kopterji so prikazani tu na sredini slike. Razlikuje se predvsem v tem, da kopterji za vzgon uporabljajo v bistvu rotorje, to so lahko 4, 6, 10, odvisno od zahtev. Krilo je pa zelo podobno običajnemu letalu in za pogon v bistvu uporablja električni ali pa bencinski motor. Zdaj na kratko, glavne razlike, kopterji so v bistvu zelo dobri za manevriranje, lebdijo, lahko jih pošljemo v katerikoli točko v prostoru. Bistveno so cenejši od kril, kompaktni za nošenje, recimo na težkih dostopnih terenih, nosimo na hrbtnikih in tako dalje. Enostavnost uporabe, kot smo rekli, krivulja učenja je bistveno krajša kot v primeru krila. Glavna slabost kopterjev je doseg in pa čas letenja, ki je nekje s temi trenutno najboljšimi omejen na 30 minut za baterijo in pa stabilnost v letu, kar se tudi izboljšuje z uporabo vseh teh novih tehnologij. Nosilnost kopterja je predvsem odvisna od števila rotorjev in pa v bistvu v primerjavi s krilom bistveno višja, lahko nosimo tudi človeka, predvidevajo se še za kakšne pice ali pa podobne zadeve. Plovnost v odpovedi je pa velik problem teh kopterjev, zaradi tega so tudi toliko močne regulative na tem področju, saj pri odpovedi motorja lahko pride do takojšnje porušitve. Še ena dobra lastnost kopterjev je, da jih lahko recimo zletimo iz roke ali pa zelo malega prostora, medtem ko za krilo rabimo vzletno stezo ali pa vzletno rampo in tako dalje, kar je bistveno bolj komplicirano. Nekaj na temo procesa izdelave digitalnega modela terena, to so v bistvu zdaj glavne faze. Prva faza, začne se priprava na let, kar se lahko izvaja v pisarni ali pa na terenu. Zdaj sama priprava se vrši na programski opremi, ki je za vsakega proizvajalca teh dronov različna, ampak v osnovi je postopek enak, določi se neko območje obdelave in pa karakteristike leta v obliki višine leta, hitrosti, prekrivanje, bočno, stransko prekrivanje med fotografijami, vzdolžno prekrivanje, nastavitve samega senzorja in tako dalje. Po izvedenem pripravi na let se prestavimo na teren, kjer uporabimo oziroma postavimo oslonilne točke. Oslonilne točke so takšne tarče, tale je premera 30 cm, ki jih postavimo na terenu in posnamemo z geodetskim instrumentom. Na ta način v bistvu določimo parametre zunanje orientacije in s tem pridobimo v bistvu zelo visoko natančnostne podatke, tudi do 2 cm v XY smeri. Naslednji korak je sam let, ki se lahko izvaja avtonomno. To pomeni, da dron vzleti, pristane in pa leti po naprej določeni poti.
brez da v bistvu samo stisneš start in to je to. Seveda moraš opazovati in tako dalje. V večini primerov je pa tak, sploh v našem poslu, da so tukaj ovire v obliki dreves, napeljave, daljnovodi. V tem primeru se pa samo upravljanje drona izvaja ročno. Zdaj pa nadaljni koraki so, to se v bistvu terensko delo konča, pridemo nazaj v pisarno in za programsko opremo nadaljujemo, torej uvoz fotografij. V tej fazi se očitajo metapodatki v obliki lokacijskih podatkov za posamično fotografijo, podatki o senzorju in pa določi se koordinatni sistem, v katerem se bo izvajal projekt. Zdaj tukaj se vidijo sami lokacijski podatki, recimo na enem primeru, ki sem ga danes pripravil. To so v bistvu podatki zajema fotografij, to so podatki, kjer so bile postavljene tiste tarče in zajeti in posnete z geodetskimi instrumentom točke, torej osnovnilne točke. Potem se pa izvede, jaz sem to prevedel, izravnava blokov posnetkov, torej bundle adjustment, ne vem, če je to točno, ampak recimo, da bo. V tej fazi se v bistvu med posamičnimi fotografijami poiščejo stične točke in na tak način se izvede neka povezava med temi fotografijami, ki služijo za nadaljno obdelavo in procesiranje. Tukaj pa je že vidna rekonstrukcija oziroma izdelava gostega oblaka točk oziroma dense point cloud. Mislim, da se ne vidi. Izvede se na podlagi prej prikazanih stičnih točk z različnimi algoritmi, ki temeljijo na stereofotogrametriji, se izračuna v bistvu lokacijske informacije za vsako posamično točko, ki se jih tule recimo vidi, je precej. In na tak način dobimo x, y, z koordinate. Sama gostota teh točk je pa v veliki večini, oziroma za tale projekt recimo bistveno višja od točk, ki so na razpolago na portalih GURS-a oziroma LIDAR dostopno snemanje, torej od 50 in naprej. Tukaj je v bistvu video povzetek tega procesa, ki na kratko prikaže, to se zajeme fotografij na terenu. Fotografije se vnese v model, ker se v bistvu v prostoru vidi zajem v dveh različnih višinah, spodaj so osnovnilne točke, zdaj bo prikazana povezava teh točk v prostorski model in pa na nadaljnjem koraku se izvede gosti oblak točk, ki se procesira recimo 10 ur za takle model ali pa 6-7 ur, odvisno od računalnika, na podlagi katerega se vršijo, v bistvu to je končni del procesa, na podlagi tega se pa naprej delajo rezultati in analize. Torej, na podlagi gostega oblaka točk imamo tukaj izdelan 3D model terena. Nadaljni koraki tu so klasifikacija točk, kar pomeni, da izločamo oziroma definiramo, kaj je teren, kaj je vegetacija, objekti, vodna površina in tako naprej. Pa so že v bistvu končni produkti. Tukaj vidimo digitalni model višin desno in pa model plastnic, ki so na 10 cm. V tej fazi je možno še manipulirati s točkami, jih spreminjati, izvažati, brisati in pa tudi uvažati KT elemente in jih vnesti v sam model. In pa tudi visoko natančnostni georeferenciran ortoposnetek, ki se vidi v bistvu do centimeter na piksel, zelo koristno, predvsem pri kakih projektih izvedenih del, ker je čisto enostavno določiti recimo razdalje samih posegov v prostor. Še enkrat na kratko, oziroma ja, to še imamo pa sama analiza v obliki prečnih profilov, izračuna volumnov. To se vrši vse na tem podatkovnem oblaku točk. Tu se vidijo v bistvu izrezi profilov in pa območje nasutja gramoza, ki smo računali volumne, kar je pa spet na kratko predstavljeno v enem kratkem videu. Torej, zdaj se bo odstranila vegetacija in izrisal triangulirana mreža. V bistvu se vidi dosti dobra natančnost vseh detajlov, struge. Levo pa že označeno območje računa nasutja gramoza. Višinski model.
Tu se v bistvu položi še ortofoto posnetek za boljšo preglednost in vizualizacijo. Tukaj pa izkop gramoza oziroma bolj nasip gramoza. Čez ta gramoz je izrisan profil, pa čez vodotok, ki sta zdaj izrisana. To se da uvoziti tudi v AutoCAD, v DXF, v bistvu še enkrat prikaz prostorski tistega kupa, spodaj so podatki, volumni in tako dalje, površine. Ja, to je v bistvu to, pa še ena naslednja grafika so pa plastnice, 10 cm. Ne dolgovesimo, dalje. To je v bistvu to, kar se tiče rezultatov in analize. Zdaj pa še mogoče par besed samo na temo. No, dajmo. Meni je zmrzno, baš. Lahko ti naprej poželiš? Aha, ok. No, zakonodajne omejitve so pa na področju brezpilotnih zrakoplovov zelo stroge. Torej, najprej moramo zelo dobro poznati direktivo varnosti glede uporabe brezpilotnih zrakoplovov in pa uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Jaz sem izpostavil samo 2 točki, ker piše, da je v bistvu dovoljeno letenje dronov za šport in rekreacijo, kar pomeni, da jih lahko samo pilotiramo in jih gledamo. V bistvu ne smemo pa izvajati dejavnosti, torej ne smemo snemati, slikati, vse spodaj navedeno oglaševanje v znanstveno-raziskovalne namene, letenje za v bistvu tudi tega, kar smo tu prikazali v osnovi, ne smeš početi, če ne opraviš izpita, torej zelo na kratko povzeto izpit, ki ga izdaja Agencija za civilno letalstvo. Potem je potrebno na njihov portal najavljati vse lete, ker se zapišejo GML koordinate, kje boš letel in razne druge informacije in pa po določenem številu teh najav zaprosiš za dovoljenje za upravljanje dejavnosti. In potem pač, če dobiš to dovoljenje, lahko to tudi uradno počneš. Zdaj pa še na kratko, imamo čas, mogoče 4 minute.